Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Le nekaj kilometrov od Ljubljane leži Škofljica, občina, ki združuje bogato naravno dediščino, zgodovino in sodoben način življenja. Čeprav jo mnogi poznajo predvsem kot prometno vozlišče na poti proti Kočevju, obisk razkrije povsem drugačno podobo kraja. V prijetnem poletnem dnevu smo spoznavali njene naravne, kulturne in turistične posebnosti. Namen obiska je bil predstaviti občino kot privlačno izletniško destinacijo na pragu Ljubljanskega barja ter se seznaniti z razvojnimi projekti, ki povezujejo trajnostni turizem, rekreacijo in ohranjanje kulturne krajine. Župan občine Škofljica z ekipo je predstavil razvojno vizijo občine in prizadevanja za oblikovanje prepoznavne turistične destinacije pod sloganom Stičišče srečnih ljudi. Škofljica, 43,3 kvadratna kilometra in 13.000 prebivalcev, kar pomeni, da se uvrščamo kar v visoko populacijo glede na velikost občine. Seveda, jaz sem prvi mandat, sem od rojstva doma na Škofljici, tako da poznamo vse zgodbe in na koncu sem se odločil, da vidimo, da bi bilo treba še malo spremeniti način, da niso samo pločniki, da niso samo ceste in tako naprej, pa infrastruktura, so tudi družabna življenja, kajti preselili smo se v obrobje Ljubljane. Mi smo že v bistvu postali kot neka primestna del občine, nič več svoje občine, ampak del Ljubljane, tako da se probamo temu tudi prilagajati, kajti vse je blizu v Ljubljani, vse je blizu v Grosuplju, v sosednjih občinah, ampak tudi občina Škofljica ima marsikaj za pokazati. Zato smo v mojem mandatu tudi ustanovili Zavod za kulturo, turizem, mladino in šport. Poudaril je, da občina veliko vlaga v kakovost bivanja, urejanje javnih površin, rekreacijsko infrastrukturo in razvoj doživeti za domačine ter obiskovalce. Svarun, star, siv, upogen, si nadene najtežji meč in pojde na vojsko zopr tebe, da zopet zasije Slovenom svobodno sonce. Daš Bog mogočniku, odpiraš roko, seje sedle, polniš krame, lodiš sredo ovac, usmili se nas. Posebno pozornost je pritegnil park Čutil, prostor sprostitve in doživljanja narave, ki obiskovalcem omogoča stik z okoljem skozi vseh 5 čutov. Seveda je namenjen tale park tudi iskanju ravnovesja, to pa umiritve. Tako da kljub vsemu ne bom povedala nič novega, ali pa bom povedala nekaj zelo novega, kako hitro je bil ta park zgrajen. Otvorjen je bil leta 2023, se pravi, to je zelo nova stvar. V tem parku so različna taki kotički, se lahko reče, Se pravi, tale naj bi bil namenjen malo za igranje otrok, tamle je lipa v gaj, brez tega ne gre v nobenem parku, lipa mora biti, ki je res lep prostor za druženje. Značilnost tega parka pa je tale steza, ki rečemo koliščarska steza, ker smo pač na obrobju Ljubljanskega barja in lepo povezuje. Seveda namen je tudi bil, da se v parku povezuje kultura in natura, oboje. Ta koliščarska steza nas pripelje na tiste pomol. Ta pomol je pa en znak tistih prvotnih bivališč, oziroma kot smo mislili, da so koliščari živeli najprej, tako da so imeli mostišča, da so bile hiške med sabo povezane. Zdaj se pa misli, da niso živeli tako, in se jim reče koliščari. Se pravi, da napredujemo v enem smislu, so spremembe. Gašper Nardin, ki vodi vsakoletni pohod v Modrem, imenovan po modrih cvetovih lanu, nas je seznanil s tradicijo pridelave lanu na območju lanišča. Zdajle bo recimo nekje v oktobru zrastel. No, in potem seveda lan nekje v aprilu, se pravi nekoliko počas raste, pol pa če dalje bolj in v maju, konec maja že rata mečka nižje od tega in v juniju pol takole modro zacveti. Torej nekje tam okoli začetka do sredine oziroma konca junija cveti, torej okoli 2 do slabe 3 tedne. In posebnost tega cvetenja je,
da vsak dan nov cveti. Torej po 12. uri, zdaj je še v redu, ampak čez kakšno uro, dve bojo ti cvetovi dol padali in naslednji dan ponovno vzcveti. Za prijetnejše počutje pa se lahko prepustite gozdni terapiji, v katero nas je popeljal Borut Andrejaš. Lokalne uspešne zgodbe ter možnosti za pohodništvo, odlična kulinarična ponudba na Orlah, Škofljica obiskovalcem ponuja pristna doživetja, mirno okolje in številne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Gostilnica Orle sodeluje v dveh LAS projektih, LAS sožitje med mestom in podeželjem. Iz prejšnje perspektive se je v bistvu razvil ta turistično-raziskovalni del kot dopolnitev tega stolpa z daljnogledom. Pomemben del identitete občine predstavljajo tudi lokalni dogodki, društva in ponudniki, ki ohranjajo tradicijo ter razvijajo butični turizem. Poudarek je na doživetjih, ki temeljijo na naravi, lokalni kulinariki in gostoljubnosti domačinov.